In sicer imam pred nami Mici Malavašič, poročena Casulo, doma iz Buenos Airesa iz Argentine, ki nam bo zdaj predstavila in povedala nekaj o svojih spominih na otroške dni, na življenje v Argentini in na vse tisto, kar si je zabeležila oziroma kar je ohranila v svojem spominu. Mici pa kar vabim k besedi, da predstaviš in poveš, kar si pripravila. Dobro, spomini bližnji in daljši nam ponavadi grejo dušo. Drugikrat nam stisnejo grlo, vendar lepo je obujati nedeljske pogovore z atom in mamo. Moji starši so bili Pavel Malavašič in Mici Mole. Živeli smo v Tanjevi pri Horjulju. Pričelo se je pobivanje vernih in zavednih Slovencev. Žvižgajo streli, ubili so starkeževega Franceta in Mici, ko sta kosila travo. Oče je takoj šel v hrib pri Jurjevi, da vidi, kaj se je zgodilo s prijateljem. Da oba sta bila že mrtva, niti pomislil ni, da je tudi on v nevarnosti. Da so v Tanjevi imeli v nedeljah svetomašo, je vsako soboto prišel duhovni gospod Srečko Hud k nam in pričeval pri nas. Zaradi tega so nas partizani imeli zelo na pik. Tudi gospoda Srečkota so potem odpeljali in ubili, ko je šel maševat na Gorenjsko. Nekaj večer, ko bi moj oče pri oknu, pride mimo domačin partizan in mu reče: jutri bomo tudi tebe zaklali. Pripravi se drugi dan, radi strahu sva šle z mamo v Žažo nad Horjuljem Kruhnikovim v hišo mojega starega očeta. Moj oče je ostal v Tanjevi skrit in videl, kako so prišli po noči, vdrli v hišo, razbili vse mašine, ki jih je imel, ker je bil čevlar, prerezali vse modroce, podrli, kar jim je prišlo pod roko. Tudi hlev so odprli, da so vse kraje ušle. To je bilo po noči leta 1943. Nismo bili več varni v Tanjevi, zato smo se preselili v Šentjošt nad Vrhniko, k Snopkovim, Kavčičevim. Pri njih smo stanovali do leta 1945, dokler nismo bežali. Do smrti sta bila ata in mama hvaležna Snopkovi družini, prav posebno mami, ki je bila prava svetnica. Leta 1945 smo bežali skupaj z domobranci, ker kar naenkrat smo se znašli pred Ljubelom. Pot v njem je bila grozna. Velike luže, luknje, kamni, brez luči, morali smo izstopiti iz voza in ga porivali. Bili smo zelo prestrašeni. Kaj bo, ko pridemo iz tunela? Prišli smo po Vetrinje. Vem, da smo tam bili v šotorih in da smo zelo veliko molili. Prijeli so nas Angleži in nas odpeljali v taborišče Lichtenstein-Judenburg in potem v taborišče Trofajah. Tam smo se dobili s stricom Tinetom Malavašič in ženo Jelko, sestrična Albinco in Rafkotom, teto Marjanco Malavašič, poročena Tominc, Jože in Mici Tominc, Globovškarjeva, Janez Maček, Štanta, župan iz Šentjošta, Oblak Janez, Bržnik, Kavčič Štefan Snopkov, Žakelj Pepe in gospod Roman Malavašič Katehet in še veliko drugih. V taborišču so naredili zelo lepo kapelico duhovniki, tudi med njimi je bil tudi Roman Malavašič. Moj oče je pomagal v bolnišnici, gospod Maček je bil pa šef v kuhinji in mu je pomagal Oblak Janez. To je bilo do leta 1948, ko smo se odpeljali v Argentino s ladjo General Sturgis in dospeli v Argentino 11.12.1948. Ves čas nas je spremljala v spominu največja narodna nesreča. Angleži so nas izdali in dali pobiti vse slovensko domobransko vojsko. Med njimi tudi dva strica, brata moje mame, Korla in Jankota, dva bratranca, Jožeta in Alfonsa Malavašič, sinova strica Tineta in Jelke Malavašič. Zvedeli smo, da so v Tanjevi pri teti Mici Malavašič, Grbec, Žnidarjeva, prišli partizani po noči, odpeljali moža,
vernega in poštenega Slovenca in nikdar več ga niso videli. Teta Mica je ostala vdova s 4 otroki in 5 na poti. Kljub bolečini jo je njeno plodno in verno življenje pripeljala do 102 let. 102 let, ne? Vedno je imela veselje do petja in ta njen duh jo je držal čvrsto med svojimi. Ko smo dospeli v Argentino, smo bili nekaj časa v emigrant hotelu. Dokler nas ni prišel iskat duhovnik Janez Hladnik, ki je bil že več let v Argentini. Najel je hišo v Ramos Mejía, tako da nas je tam stanovalo več kot 20 družin. Začelo se je novo življenje, oče je začel delati pri gradnji na letališču Ezeiza in zvečer popravljal čevlje. Mama je delala v tovarni Danubio za blago. Kuhala in prala vsa leta Šentjurčanom, ki so bili sami brez žene, mene so pa poslali v Zador k nunami v varstvo. Tako je bilo skozi 3 ali 4 leta, dokler nismo kupili svojo hišico. Ob prihodu smo se odločili, da bomo ostali Slovenci. Zato smo se začeli shajati in načrtovati, da se kupi skupni slovenski dom. Tako se je tudi zgodilo. Šentjurčani smo se pa zbirali enkrat na leto pri kosilu. Imeli smo harmonikarja, gospoda Stankota Guzela, ki je bil poročen z Albino Jesenovec iz Šentjurča. Prepevali smo in bili veseli, da smo se dobili skupaj. Gospod Guzel je igral na vseh ohcetih, tudi na moji. Moj oče je vedno sanjal, da se povrne v svojo lepo Slovenijo. Zato je naredil obljubo, da si pusti rasti brado in da ne bo pil vode, dokler se ne vrne. Obljubo je trdno držal, žal pa ga je zadela prometna nesreča leta 1966. Pri teh kosilih nas je vedno sprejel gospod Mirko Gogala in vsako leto smo v Šentjurčani bili ponosno praznovali z njim, smo praznovali biserno mašo in ob kosilu 60-letnico njegove maše, ki jo je imel v Šentjurču. Jaz sem pa Mici Malavašič, poročena Kasužo iz Butanjeve pri Horjulu. Sem vdova in imam 3 že odrasle otroke in 2 vnukinje. Moje življenje poteka v Buenos Airesu, daleč od rodne zemlje. Tu v San Justo nas je zelo veliko Slovencov. Imamo lep slovenski dom, ki mu je ime prav naš dom. Tako ga tudi vsi čutimo in njen skupno praznujemo. Praznike, božične, velikonočne, domobranske proslave, otroške prireditev. Vsaka prilika je dobra za skupno srečanje. Stopamo v 60 let našega doma, ki nas povezuje vsako nedeljo tudi slovenska maša. Po maši gremo na družinski zajtrk v naš dom. Že 10 let sem bila predsednica tega doma, ker vsako soboto živi in rasti mladino v Lantičevi šoli. Njihove učiteljice so vse bivše te naše šole in vse zastonj delajo. Poleg pouka imajo otroci tudi petje. Dekliška in fantovska zveza deluje že 45 let pod vodstvom Združenju Bodoči rod. Pod to streho deluje že 40 let mladinski pevski zbor, ki je vedno prisoten pri kulturnih zadevah in slovenskih in argentinskih skupnosti. Zveza slovenskih maternic žena tudi že več let neutrudljivo deluje v pomoč bolnikom starih in zapuščenih rojakov. V domu imamo tudi organizacijo upokojencev, Slovenski kotiček, ki je zelo aktiven. Njihov odbor skrbi in dela, da se parkrat na leto zbere pri kosilu in izletih čim več upokojencev. Imamo tudi igralsko družino pod vodstvom Mirjam Oblak in scenografijo s Tonetom Oblakom. Zdaj stojimo pred mesecem junijem in vsako leto pripravljamo domobransko proslavo. Letos za 60. obletnico hudega trpljenja slovenskega naroda in našega nasprotovanja slovesa od domovine. Uspeh naše skupnosti sloni na 3 temeljih in sicer prostovoljno delo, smisel za požrtvovalnost ter neizmerna ljubezen do slovenstva. Brez tega bi naša ustanova že usahnila in lahko rečemo hvala Bogu, da po tolikih letih naše moči ne pojenjajo. Ganilo me je, ko sem sedaj na obisku v Sloveniji, ob spominski kapelici v Šentjurču, tudi spominska plošča v Žažarju in po raznih drugih krajih.
trpljenje naših mož in fantov so bridke priče hudega trpljenja našega malega slovenskega naroda. Naj v teh vrsticah izrazim mojo veliko hvaležnost vsej družini Mole Rupnikovi, ki je moje potovanje spremenilo veliko snidenj med strici, tetami, sestričnami ter bratrancimi, ki so mi draga družina. In vsem Skavčičevim, Snopkovim, ko so tudi v Šentjoštu polepšali moje dni v domovini Sloveniji. Če človek lahko ohrani toliko lepih spominov, je verjetno zato, ker v njih prebivajo osebe, ki so bile in so nam še vedno zelo pri srcu. Jaz bi zdaj še par besed, Mici, o tvojem življenju. Koliko si bila ti stara, to se pravi, rodila si se katerega leta? 38 leta in ko smo šli, smo bila stara 7 let. Sem tudi šla prvo v Hailu v Šentjoštu z Snopko Majdo, ko smo bili zelo prijatelji. Na žalost je zdaj že v pokoju, ne? To je bilo tukaj v Sloveniji, ne? Potem smo bežali. Imaš še kakšne druge spomine na ta mladostna otroška leta tukaj? Ja, jaz tako se spominjam vašega Matija, da so se tam kotalkala po tistem hribu. To so moji lepi spomini, ja. Na njega in na Petra. V šolo si že tukaj hodila kaj? Sem nekaj hodila v šolo, ja, ampak to se dosti ne spominjam. Bila sem zelo živahna, so rekli. Kako pa je bilo potem v taborišču? Najprej v Petrinju? V taborišču je bilo zelo veliko duhovnikov, med njimi je bil ta Roman Malavaščič, ki ni nič lahko z nami, ne? Ampak on je bil katehet in nas je zelo lepo pripravljal. Pač pa je, ato je mogel hoditi ven delat, ne, in se je veliko molilo. Kaj ste otroci počeli v taborišču? Ja, smo imeli šolo. Tako da smo malo v nemščini, malo v slovenščini, ne, ker smo bili v Avstriji. To ste bili otroci zbrani iz različnih krajev? Iz različnih krajev, ja, iz različnih krajev. Da smo se spoznali, v Argentini imam še slikico, ko smo bili v šoli z gospodično pa tako naprej, ne. Tam smo bili v taborišču, smo tudi pri Birmi in moja birmska botra je v Kanadi. Tako da se včasih malo pišemo, ne. Se pravi, kje pa ste v taborišču živeli? Kako so? V barakah. Kakšne so bile te barake? To so mečkene barake. Je bilo pa tako, mojega očeta bi tudi lahko nazaj poslali. Ko smo prišli v prvo taborišče, sem jaz imela ošpice. Jaz sem imela vse oči zatečene, mama je imela 2 kikle, je rekla, daj Pavle, daj tisto okno pokri. Da je kiklo dol in znate tisto okno pokrival, zato ga niso poklicali, da so bi ga odpeljali. Tako sem rekla, moje ošpice so ga rešili. To se pravi, to je bila stvar, da očeta niso vrnili takrat. Ja. Ko so vse moške so zbirali, pa tudi domobrance, pa vse, ko so jih vrnili, ne. Mojega očeta ne, ker je tisto delo, moje ošpice, za moje oči. To se pravi, oče je bil pri domobrancih? Ne, oče ni bil pri domobrancih, ne, ampak je sodeloval, kar je bilo, je sodeloval. In tam so tudi, naprimer, te Maček, pa to so bili vsi skupaj držali, ko so bili vsi Šentjošta, so skupaj bili, pa Tominc, pa naša družina, vsi Malavašičevi, pa Tominčev smo bili zmeraj skupaj v taborišču, tako da smo se pomagali eni drugim, ne. Je bilo čutiti povezanost? Ja, zelo in ko smo prišli v Argentino, smo bili tako povezani, ker logično, to smo bili mi. In smo gledali, naprimer, ko smo kupovali zemljišče za naš dom, prvo smo pogledali, kje je občina, potem kje je cerkev. Ker to je moglo biti pa bliž šole, pa tako naprej. In tako se je tudi napravili, ne. Kakšne so bile te prvi koraki v Argentini? Ja, jaz v Argentini nisem bila, v Argentini so meni dali takoj, gospod Orehar, ko je bil naš dušni pastir, je priskrbel zavode, da smo tam mlade punce šli v zavode. In smo v zavodu 4 leta. In tam smo se naučili kuhati, štikati, pa španjolsko, ne argentinsko, ker nismo znali niti besede. In tam v tem zavodu, to je bilo precej daleč, jaz sem moje starše videla 2-krat na leto. Ker ni bilo denarja, da bi me prišli obiskat,
Ampak to je bilo, jaz mislim, to so časi, ko je treba tako vzeti, da to je bilo pravilno. Ker če ti ne moreš, Bog ve, kje bi jaz lahko hodila po cestah pa tako naprej, kaj ta je mama bi delala. Tako smo pa lepo bili noter v šoli, pri Nuna zelo dobro z nami, da so nas učile po španjolsko pa tako naprej, ker ni bilo lahko. In to vas je bilo veliko slovenskih deklet? No, v tem zavodu smo bili 4. In smo bile vse 4 iz Sonhuta. Potem je pa naprej vse še 2 še živita, jaz ne na tisti, ki živim. In to je bila v zavodu šola? Šola. Šola, potem smo imeli popolno, smo imeli smo štikale, potem vsako petek in soboto smo mogli kuhati. Smo se naučili argentinske hrane pa tako naprej, zelo pomembno pa, da je nam prav prišlo. Tudi za naše starše, ne? Tako da ako pa ima sta dela, sta potem lahko eno hišico kupila, če ne bi mogla. In tako smo živeli 3-4 leta, smo 20 družin v eni veliki hiši. Vsako smo imeli eno sobico pa en stranišče. Tako smo se vsi dobro razumeli, hvala Bogu. Ampak ta gospod Janez Hladnik je bil že prej v Argentini in je vse to šel s predsednikom Peronom govoriti, če lahko pridejo družine v Argentino. In ta predsednik je dovolil, tako da smo prišli in smo že prej tam se pogovarjali, kdo bo šel, da bo ostal v Buenos Airesi, potem so še nekateri v Kordovo, drugi v Bariloche, ampak so prišle te družine. Ko je bilo v Kanado ali pa v Nordameriko, so samo na mlade ljudi sprejemno. In tam je šel naš Rafko, moj bratranc, ko je prišel tja, so jim mogli iti na vojsko in tam so ga ubili. Kako si pa spoznala svojega moža potem? Ja, oba sva delala v Volkswagen, v tovarni za avtomobile in tam so se zaljubila. Pa moj ata ni hotel, ni maral, sploh v začetku je rekel, da ne, pa smo bili tako zaljubljene. Potem je pa gospod Kalan, duhovnik, je zmeraj hodil k nam na večerjo vsako sredo, je rekel, Pavle, če se imate rada, moraš pustiti. In potem sem imela zelo dobrega moža. On je hotel, da moji otroci te govorijo slovensko, jih je vodil v slovensko šolo, z mamo je bil zelo dober, z mamo zato, ne, ta je malo umrl, ne. Z mamo potem, ko so jim nogo odrezali, je bil tako, ja, moja mama ga je imela pa tudi tako rada, da smo lahko logosumne. Si svojim otrokom potem pripovedovala, kdaj je? Ja, vse, tudi knjigo so kupili, slovensko knjigo, vse o tem, o domobrancih, kako smo potovali, pa to, ne, oni vse vejo. Zdaj je treba vnukinje, ne, ker so mečke, ne. Jih malo seznaniti pa povedati in kako ja, na primer Mojca je naredila osnovno šolo slovensko, Lola je pa 2 leti, pa tudi mama je Argentinka in želi, da gre v slovensko šolo, tako da v drugo leto začne vrtec. Ko prije, mora samo slovensko govoriti, ne. Tako da se nauči to. Je lepo, da ve, ampak tudi nam pomaga, mojemu sinu Pavlu, ko je iskal službo, je znal angleško in argentinsko. In ko je napisal, da je izdelal slovensko šolo, smo ga takoj vzeli službo. Pa smo Slovenci zgor vzeti, ne, ker Slovenci rad dela. Moj sin, moj Peter, ko je mož umrl, ne, je v službi 22 let je bil star, je dobil v službo od očeta, ne. In je mogel potovati 500 km ven, pa da so mu plačevali, ne. In se mu je avto prevrnil. Ga je ven vrglo, ko ni imel pasu, ga je ven vrglo. Ko smo šli mi tja, je bil avto čist mečkan. Potem smo šli pa z mojim drugim sinom, Pavlo, mogli pogledati, je bil v terapiji, je imel nekaj na glavi in je rekel, mama, mene je pokril moj ata. Ko je bil v nezavesti, on je videl svojega očeta, da ga je pokril, je bil tukaj pri meni, inače je bil nekaj let mrtvo, ne. Potem vprašamo zdravnika, kako je s Pavlom, s Petrom, je malo neumen, je rekel, poglejte,
ga bo treba dati v psihiatrija, Psihiatrija. psihiatrija bo treba ga dati, veste, sploh ne vemo, kaj govoriti, tako naprej. Pa kako to? Pa smo pa šli, pa smo vprašali, kaj smo ga vprašali, vse odgovoril po slovensko. In kar ga je zdravnik vprašal, odgovarjal po slovensko. Pa smo rekli, poglejte, govori pa smo, to pa niti pomislili nismo, vedeli smo, da ni angleško. Ampak kar smo ga vprašali, vse po slovensko odgovarjal. Tako pa ni šel nikam, da si kaj ne govoril. Ker doma smo govorili, moj mož je tudi prišel v delo, da smo govorili po špansko, ne? Ampak drugače pa z mamo, pa mi otroci smo govorili vse po slovensko. Tako da otroci so imeli vse to slovensko, ne? In se vidi takrat, ko je imel nesrečo, da mi je to prišlo v glavo, da je samo slovensko odgovarjal. Pa tako, ko sem jaz se poročila po enem letu, sem zanosila. In za nosom in takrat je te povozil. Jaz sem bila noseča, mislim, 5 mesecev in ata je rekel, grem ne sem čevle Marjanci, kot sestri. Pridi pa je rekel, moja mama je zmeraj hodila z njim. Takrat je pa rekel, ne, pa zdržuje, ne grem. In ata je šel sam, je bilo ura 9, je bilo na nedeljo, 9 ni bilo nazaj, je bilo ura 10 ni bilo nazaj, potem pride povedati en sosed, da ne vem kaj je bilo, smo rekli, ja, ata ni dobro znal španjolsko, ni imel dokumenta in je kje na kakšni policiji. Mož je šel, ni bilo ura 3-4 zjutraj, moža ni bilo nazaj. Je pa lih tam 50 metrov stran od hiše, kaj je povozil en kamion, ne? In če je na cesti, pride policija in ga odpelje v bolnico. Mož je šel tja, je prišel ob 3 nazaj, mama je okala, so rekli, ja, nekaj je bilo, ne vem kaj. Logično, jaz pa noseča, sem pa začela imeti krvče, ne? Tako da ga nisem mogla spremljati, da bi šla na pokopališče, ko so ga pokopali. Sem mogla doma ostati, če ne bi ga zgubila. So bile take stvari, da... Ampak potem, hvala Bogu, sem ga imela, tako da zdaj Peter je živ in zdrav, ne? A da je pa takrat povazil, tako da je bilo zelo hudo za mamo. Ker mama je shujšala 20 kg, se je skrbno naprej rekla, jaz sem kriva, pa nisem šla z njim. Potem sem pa rekla, bom pa ostala doma, ne bom več delala, bom pri mami. Zdravnik je rekel, ne, ti moraš iti naprej delati, pa pusti otroka mami. Pa moraš za nekaj živeti. Po enem letu sem imela pa Pavla. Tako da je me dva pazila moja mama in sem pa naprej delala. Tako je šla po 5 letih in pa šla pa Micika. Micika je hodila v šolo, fanta sta hodila v šolo v Domovsko zavod, ne? Takrat so samo fantje lahko hodili, ni bilo za dekleta. In tudi imam čist blizu moje hiše. Ampak smo jo hodili, so imeli nune, te šolske nune, so imeli zavod malo. In je bila v osnovno šolo in gimnazijo, ne? In ker je bila v prvi gimnaziji nuna, glavna nuna, gospa je rada bi z vam govorila. Kako to, da vi ste Micik, vi imate hčerko tukaj, ki se imenuje Micika Kasušo. Zakaj ji rečete Micika? Da sem rekla, gledajte, jaz sem Slovenka. Rekla, jaz sem pa sestra Komar, Slovenka. Zakaj zdaj nekaj tukaj, a je v Rimu ali tukaj ena od glavnih sester. Tako da pogledaj, kje vse se dobimo. Ampak sploh nisem vedela, da je ona Slovenka, ampak je čutila, zakaj ji rečemo Micika. Je mislila, da to je nam všeč, pa nič drugega. Ne pa je pa rekla, hvala Bogu, ne? Mogoče še nekaj besed o tem, kako ste Slovenci organizirani v Argentini. Ti si bila tudi predsednica žena. Jaz sem bila 5 let predsednica Zveze slovenskih mater in žena in potem 10 let predsednica našega doma, zdaj pa že dost, da morate mladi. Ampak imamo zelo dobrega predsednika, je Marjan Gril. Žena je od Stovnikovega Pavleta hčerka, ne? Zelo dober predsednik, mlad, pošten, veren in njegovi otroci vsi trije tukaj plešejo. Kako so organizirani Slovenci v Buenos Airesu? To imamo 5 ali 6 domov. Tako in slovensko hišo, ne? Slovenska hiša, tam imajo gimnazijo
In kadar je kaj nujni, kadar je kaj skupnega, imamo vse v slovenski hiši. Drugače pa vsakrat smo v svojem domu, ne. Imamo pa tudi slovenski dom v Bariločah, v Kordobi, v Mendozi, ko so tudi Slovenci, se tudi združujemo, ne. Kateri pa so ti domovi slovenski, društva oziroma? Ne, mi imamo naš dom San Justo, potem je Pristava, to je bilo precej, to je bil prvi dom, je bila Pristava, slovenska Pristava v Kastelarju, tam kaj je Joško. Tam smo hodili od začetka, smo plesali pa tako naprej, ne. Potem je v Karapačaju, v Ramos Mejiji, v San Martinu. In tam imamo posod, vsak ima svojo slovensko mašo, ne. Mi imamo tukaj že 60 let slovensko mašo v San Justo. Imamo svoj oltar, ki ga je naredil Toni Oblak. Ne, to je naš... Vsako leto imate pa tudi romanja? Imamo romanje v Luhan in zdaj romamo tudi v San Nikolas, ki je nov oltar Marije Pomagaj. Imamo romamo svoje romanje. Jaz sem tukaj tudi romala na Medžugorje. Ampak se vidi, da sem bila malo preveč visoka, da mi je Marija naredila, da sem padla, da sem ponižaj se. Ko ste prišli v Argentino, oziroma recimo mogoče bi bolj oče in mama, ata in mama to vedela povedati, kako ste vzdrževali stike z domovino? Ali so si pisali, ali so upali pisati, ali so upali povedati? Jaz se to spominjam, kaj je ta rekel, tukaj sem pa dobil eno pošto od Hane, to je sestra od moje mame. Nekaj tako, pa bom pogledal, kaj je pod znamko napisala. In so tam nekaj znamko, tisto, da je znamka, in od spod je bilo napisan Johana zaprta 3 leta, Evstahi zaprt, tako smo zvedeli v taborišču. Kako je pošta prišla do tja, ne vem. To je bilo še v taborišču? V taborišču je zvedel, da je bila Johana. Potem, ko smo prišli v Argentino, to vem, da je ata pošiljal kavo svojemu očetu. Tam je bila potem že zveza drugačna, ne. Bilo pa, kaj se je zgodilo z domobranci, smo pa tudi to zvedeli, ker je bil z nami zajec Milan. In je on pa šel potem v Argentino, ko se je rešil, je bil v Kočevskem rogu v jami in je tam pripovedoval, da je pil kri, da je bil en teden. Kako je potem ven prišel, pa da se je rešil, je prišel v Argentino in tam je napisal svojo knjigo, tako da smo mi vedeli, kaj se je dogajalo, ne. In kakšna je bila recimo potreba potem, da bi se vrnili, ali ste imeli... Ja, moj oče skozi rekel, se bo vse popravilo v Sloveniji in se bomo vrnili. Ampak tega ni bilo, zmeraj je bilo Tito. In pomislim, kaj mi pomeni mladika, mi kar zapleše oči ob mislih. Je pravi ponos, ko si zamislim lepo skupino otrok, mladih deklet in fantov, ki ne kažejo utujenih izrazov, temveč veselih in navezanih na ritem raznih melodij, ki jih presegajo od nog do glave in obratno. V očeh je veselje, dobra volja za ponovne vaje. Njih delo ne zapade pri vajah, ampak korajžno obsega pripravo za skupno večerjo, zelo okusno, naj se ponovi sladkih in dišečih štrudlov in potic v našem domu in slovenskih štantov v Domboskovem zavodu. Vse to je bilo za prihodno vožnjo v Sloveniji, zdaj so že tukaj. Tako da hvala Bogu smo lepo prišli, kako smo ponosni na mladiko in bogati s takimi mladimi, ki so nas predstavljali tukaj v Sloveniji. Sodelujem tudi na radio Slovenski kotiček. Začel je že 20 let, ko je ustanovil gospod Marjan Bogataj, sedaj deluje njegova hčerka Lucija Bogataj. In to je vsaki četrtek od 8 do 9, od 20 do 21 ure. Dobivam vsak četrtek poročila iz Radio Ognjišča in se poroča tudi te novice iz Slovenije, novice iz Argentine, ker tam imamo dnevnik Svobodna Slovenija, duhovno življenje in so novice iz Argentine. Tukaj pa ponovimo novice iz Radio Ognjišče, tako da vemo, kaj se dogaja tukaj v Sloveniji. Smo zelo hvaležni Radio Ognjišče, da nam vsak četrtek pošlje vse novice, da smo tam na tekočem. Upam, en čas smo imeli tudi zvezo
ko je bila televizija, Zvezo Radijem Ognjičem, smo lahko govorili in pozdravljali naše drage prijatelje v Sloveniji. Zdaj te televizije nimamo, pač pa smo v stiku z Radijem Ognjičem. Začne se govori, najprej se začne z španskim jeziku, se pozdravi, potem so 3 izleti Slovenije, da tudi Argentinci poznajo v njihovem jeziku našo Slovenijo. Med vsakim izletom je ena slovenska pesem, ansambl in tako naprej, in potem pod tiste se začne pa vse slovensko. Se začne slovensko, kaj je Radio Ognjišče, tako te verne novice, kot te novice politične, potem pa naprej argentinske in potem kaj se dogaja v Argentini, kakšne novice, kaj se bo pripetilo ta teden, kaj je drugi teden. Tako da vse te novice se povejo po slovensko, potem pa tudi vsi upokojenci, ki praznujejo tisti teden rojstni dan, se jim častita in tako se konča slovenska pesem, ne?